O družinskem zakoniku komentar dneva Vito Rožej. Čeprav se nam v prazničnih decembrskih dneh ob pogledu na izložbe trgovin sicer zdi, da so ti posvečeni potrošništvu, bi morali biti zadnji dnevi leta zares tisti, v katerih se posvetimo svojim najbližjim, najdražjim, družini. Toplino družinske idile letos še dodatno pogrevajo razprave o predlogu novega družinskega zakonika. Področje zakonske zveze in družinskih razmerij trenutno še ureja več kot 30 let stara zakonodaja, ki je bila ob svojem sprejetju moderna, sodobna in je zato tudi preživela 30 letja bolj ali manj nespremenjena. V svojem času je napredno izenačila pravice tistih, ki živijo v izvenzakonskih skupnostih, s pravicami zakoncev, pravice nezakonskih otrok s zakonskimi. Dala je pravice materam in očetom samohranilcem, beseda pankrt pa je postala samo še sinonim za člana ljubljanskega punk benda. V zadnjih 2 letih je tako večina otrok v Sloveniji rojena neporočenim staršem. V zadnjem letu Slovenija spet beleži naravni prirastek. Smo zaradi pomankanja vrednot, ki naj bi se kazalo v najnižjem številu sklenjenih porok v Evropski uniji, torej na pragu izumrtja, na začetku konca slovenskega naroda? Nikakor ne. Čeprav nasprotniki novemu družinskemu zakoniku očitajo prav to. Le zakaj? Ker v ospredje postavlja dobrobit otroka, ker pojem roditeljska pravica nadomešča s pojmom starševska skrb, ker olajšuje pogoje za sklenitev zakonske zveze, ker jasno določa, kdaj in kako se v družino sme vmešati država, ker jasno razmejuje svetovalne pristojnosti centrov za socialno delo od odločitev specializiranih družinskih sodišč, morda zato, ker jasno postavlja etična merila glede nedopustnosti telesnega in duševnega kaznovanja in trpinčenja otrok. Predvsem zato, ker pod pojmom družina razume različne oblike družin, ker se zaveda, da družino tvorita vsaj otrok in starejša oseba, ki zanj skrbi, ker pravico do sklenitve zakonske zveze priznava katerimakoli 2 osebama, ne glede na njun spol oziroma spolno usmerjenost, v skladu seveda z našo ustavo, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin. Življenje si vedno in povsod najde pot. Naloga zakonodaje pri tem pa je, da to pot uredi, ne pa da jo onemogoči. Novi družinski zakonik tako nikomur ničesar ne jemlje, daje pa pravice tudi tistim posameznikom, družinam in otrokom, ki jih doslej niso bili deležni. Človekove pravice so splošne in pripadajo vsakomur izmed nas. Nihče jih ne sme zahtevati le zase. Tudi pojma družine in poroke ne, ter vseh pravic in dolžnosti, ki iz njih izhajajo. Takšno stališče nasprotnikov novega družinskega zakonika ni nič drugačno kot rasistično nasprotovanje vožnji Afroameričanov s sredstvi javnega prometa v 60 letih na ameriškem jugu. V Sloveniji danes več kot 100 otrok živi v družini z enim od svojih bioloških staršev ter z njihovimi istospolnimi partnerji oziroma partnerkami. Tem otrokom pravice do posvojitve, dedovanja ali pa zdravstvenega zavarovanja po socialnem staršu zaenkrat še niso omogočene. Predlog družinskega zakonika to krivico popravlja, ker se zaveda, da so ljubeči odnosi v družini pomembnejši od njene oblike. Upam, da bodo naslednja decembrska družinska slavja zaradi nove družinske zakonodaje praznična še za kakšno družino več in da bomo znali vse družine, kljub njihovi drugačnosti, sprejeti za enakopravne, da bomo zmogli živeti in pustiti živeti.